Jaz govorim predvsem o otrocih do 15. leta. Tukaj otroci zelo težko povedo. Morajo imeti nekoga ob sebi, odraslo osebo, ki ji zaupajo, ki vedo, da jim bo prisluhnila. Mogoče probajo nekajkrat o tem spregovoriti, pa niso bili slišani, pa ponovno utihnejo. Če pa je to dejanje storjeno v družini, pa zelo razmišljajo o tem, kaj se bo zgodilo. Ali bodo krivi za to, da se bo družina razšla, ali bodo krivi za to, da se bo zgodilo nekaj strašnega, pa bo moral on iti iz družine, tako kot mu storilec večkrat lahko tudi grozi ali pa ga opozarja, če bo kaj sporočil. Ali je mama, na primer, če je mama nezlorabljajoči član družine, toliko močna, da bo uspela to slišati in narediti korake za njegovo zaščito, ali je boljše, da pravzaprav je tiho in nekako skuša, samo ne ve, kako to ustaviti. Tako da tukaj, pri otrocih je v končni fazi za prvo sporočilo najmanj nekako sram v tistem trenutku. So občutki krivde bolj močni vedno, Sram pride, bom rekla, takoj za tem, ampak strah, kaj se bo zgodilo, in strah pred zanikanjem je pa tisti prvi.